Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Zavrča, kjer je pred nami tekma 12. kroga 3. slovenske lige Vzhod in sicer dvoboj dveh ekip, ki trenutno krojita sredino 3. ligaške razpredelnice, to sta 6. uvrščeni gostujoči Podvinci in pa domači 10. uvrščeni Zavrč. Domačini iz Zavrča bodo danes nastopali v naslednji 11-terici, v vratih bo številko 1 Luka Mikić, potem pa v zadnji vrsti od desne proti levi številko 15 Marcel Koren, številko 23 Stiplošek Tadej, številko 20 Rok Kajzer in pa številko 6 Gregor Predikaka. V sredini bodo igrali trije nogometaši, to so številko 2 Matija Pofuk, številko 5 Milan Kokot in pa številko 16 Blaž Jazbec. V napadu pa trojica, na levem krilu številko 10 Denis Potočnik, številko 11 na desnem krilu Dražen Lazar in pa v konici napada številko 9 Tomi Štumberger. Tekma se je medtem že pričela, prvi napad so krenili domači Zavrčani, ki danes igrajo v belih dresih, gostje s Podvincev pa nastopajo v belo-modri barvni kombinaciji. Na igrišče pa je njihov trener Aleš Čeh poslal naslednjo začetno 11-terico, to so številko 19 v vratih Tibor Cajnko, pa v zadnji vrsti od desne proti levi 21 Jan Oman, centralna branilca, številko 5 Branko Lah in številko 4 Matic Marinič, na levem bočnem položaju bo igral številko 77 Žan Horvat Zamuda, trije nogometaši v sredini, številko 17 najbližje svoji zadnji vrsti bo Denis Kuserban, pred njim številko 11 Rok Svenšek in številko 18 Timotej Modrič, na desnem krilu Brazilec številko 7 Concesao Rodriguez, na levi strani številko 10 Jan Ziko Zajko, v konici napada pa številko 9 Mark Žvikart. Dolžan sem vam seveda še sodnike tega srečanja. To je glavni sodnik Armando Šorli, pomagata pa mu ob stranskih črtah Elmedin Dedić in pa Kevin Majcen. Delegat tega srečanja je Marjan Drvarič. Medtem nogometašom domačega Zavrča pripada gol out, ki ga bo izvajal vratar Luka Mikić. Mikić žogo pošilja daleč na nasprotnikovo polovico. Borila sta se tam Potočnik in pa Predikaka. Potočnik. Kajzer. Na desni strani je bil Jazbec, pa Potočnik in Štumberger. Lepa poteza Štumbergera, ki je žogo potisnil tja do Predikake, ampak dovolj dobro je reagirala gostujoča obramba. Stiplošek je žogo zapravil, priložnost za protinapad Podvincev. Visoko pritiskal Zavrčani. Denis Potočnik je bil tisti, ki je pritiskal. Žoga pa je končala v gol outu. Hitro so ga gostje izvedli, tukaj je Marinič, na levi strani je Zamuda. Žogo pa vrača Mariniču. To je prva medsebojna tekma na tem tekmovalnem nivoju med ekipama Zavrča in Podvincev. Lestvica je zelo zgoščena na sredini, Podvinci s 15 točkami so samo 2 točki pred 10. uvrščenim Zavrčom, ki je pri 13 zmagov bi torej domači goste prehiteli. Neuspešen napad Podvincev smo medtem videli, pa oster štart Modriča, ampak glavni sodnik Armando Šorli ni označil prekrška. Kuserban vrača žogo Tiborju Cajnku. Marinič, pa Zamuda. Napaka se je pripetila Zajku. Pofuk.
povsem na levo stran. Končala pa je ta podaja v naročju gostujočega vratarja. Lah in Marinič kombinirata. Dobra podaja v sredino, kjer je Zajko. Zajko in Lah. Pa Oman. Rodriguez, padel je Brazilec Conceição Rodriguez in prosti strel pripada gostom na sredini igrišča. Zanimiv statistični podatek je ta, da imata ekipi povsem enako število zmag, remijev in porazov, če gledamo Zavrčev izkupiček na domačem igrišču in pa izkupiček Podvincev v gosteh. Obe ekipi sta v takem primeru v 5 tekmah zbrali 1 zmago, 2 remija in pa 2 poraza. Dobro je Oman tam odzel žogo, proti napad preko Modriča peljejo gostje. Poskušajo na desno proti Rodriguezu, ampak ni uspelo, še enkrat Modrič. Modrič preigrava, padel je Modrič in prosti strel bo to zdaj že v nekoliko bolj nevarnem območju za Podvince. Izvajalec bo, kot kaže, Zajko. Skoraj zagotovo bomo tukaj videli predložek v kazenski prostor. Dobri skakalci so vsi pred golom, ki ga brani Luka Mikić. Igro z roko zdaj zahtevajo gostje, sodnik Šorli pa je pokazal protikotni zastavici, samo kot bo pripadal ekipi Podvincev. Še ena priložnost za goste, da morda iz prekinitve dosežejo vodilni zadetek. Podaja tam na prvo vratnico, do strela je prišel Mark Žvikart, ampak strel ni ogrožal Luke Mikića. Dolgo podal naprej. Štumberger tam ni prišel do žoge. Ponovno visok pritisk. Štumberger in pa Predikaka pritiskata. Kajzer. Pa Kokot. Kokot in Stiplošek. Stiplošek z visoko podal na pamet. Kuserban je nekoliko slabše reagiral. Zdaj nekaj glavometa, žoga je bila dolgo v zraku. Kuserban pa vendarle situacijo umirja in žogo poda na levo stran do Žana Horvata Zamude. Ponovno Kuserban. Poskus globinske podaje na desno, ponovno še enkrat več je bil dobro postavljen Milan Kokot. Kuserban in Rodriguez. Težišče igre Podvincev v teh uvodnih minutah je ves čas pri vezistu Denisu Kuserbanu. Pofuk je zdaj povlekel v napad, nad njem pa je bil storjen prekršek. Stiplošek. Štumbergerja, Potočnik, pa Predikaka je v kazenskem prostoru, priložnost za Zavrč. Odlična obramba Tiborja Cajnka, pa še priložnost. Matic Marinič pa žogo izbija. Prva res lepa priložnost za Zavrč v 8 minuti. Gregor Predikaka se je znašel pred Tiborjem Cajnkom, ampak slednji se je izkazal z dobro obrambo.
Ja, domačini prihajajo v to tekmo po gostujoči zmagi v Celju pri Šampionu, medtem ko so gostje na prejšnji tekmi izgubili na gostovanju pri Dravinji. Sicer pa v zadnjih 3 tekmah so gostje zbrali 2 zmagi in 1 poraz, medtem ko so Zavrčani nabrali po 1 zmago, remi in pa poraz. Prekršek na sredini igrišča nad Rokom Svenškom, prosti strel bo ponovno za ekipo Podvincev. Zajko se je odločil za strel z velike razdalje, ampak brez kakršnekoli nevarnosti za vrata Zavrča. Ponovno Zajko. Odlično je ob njem stal Potočnik in žogo izbil v out. Zamuda je podal do Zajka. Oglasila pa se sodniška piščalka in žoga bo pripadla Haložanom. Stiplošek mirno vrača žogo vse nazaj do svojega vratarja. Kokot je poskušal spodal na levo stran, ampak ni se mu išlo, žoga bo pripadla gostom. Poskušal je zdaj Rodriguez na atraktiven način prodirati tam na nasprotnikovo polovico, ampak dobro so ga Zavrčani zaustavili. Štumberger. Odlično se je ob njem znašel Branko Lah, hitro pa so domači izvedli out, Predikaka je v kazenskem prostoru, Predikaka je žogo spravil v sredino, pa potem precej nerodna reakcija Žana Horvata zamude in to bo prvi kot za Zavrč. Kot iz desne strani bo izvajal Dražen Lazar. Zdaj so seveda vsi visoki nogometaši pred vrati Tiborja Cajnka. Visoka podaja na drugo vratnico, kjer je skakal Tomi Štumberger. Do odbitka je potem prišel Blaž Jazbec, ampak žoge ni uspel spraviti niti do nobenega od svojih soigralcev, niti nevarno v smeri gola in gol out za Podvince. Ekipa Podvincev, ki je v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod nastopala že lani in sicer v ligi za obstanek, so na 16 tekmah zbrali 19 točk, kar je zadoščalo za končno 9. mesto. Še ena nerodna reakcija med tem zamude, out bo za Zavrč, ki pa se je letos vrnil v 3. slovensko nogometno ligo, potem ko je seveda nastopal že tudi v prvi, pa potem izpadel vse do najnižjega ranga slovenskega nogometa. V lanski sezoni so zelo uspešno nastopali v Superligi MNZ Ptuj, kjer so na 9 tekmah 9-krat zmagali. Podaja v kazenski prostor, gostje so izbili. Kuserban. Švikar tam ni uspel krotiti žoge, je pa ta še vedno v posesti gostov, hitra podaja na levo stran, ki pa se je izjalovila in domačini jo pošiljajo visoko daleč naprej. Pofuk in Potočnik. Tokrat je dobro reagiral Lah. Bori se Potočnik, uspešnejši je bil Žvikart. Na levi strani je zdaj Svenšek. Padel je ob Stiplošku, brez prekrška. Stiplošek žogo ohranja v igri, podaja naprej proti Štumbergerju. Končala pa je v posesti Podvincev.
Cajnko in Lah zdaj igro umirjata. Kuserban, pa ponovno Lah. Drseči štart Gregorja Predikake. Sodnik je zapiskal prekršek. Kuserban in Svenšek, nekoliko slabši sprejem Svenška, ki potem ni tvegal in žogo takoj poslal proti kazenskemu prostoru, kjer pa Mark Žvikart ni bil dovolj hiter in Luka Mikić je žogo brez težav pobral. Dobro je Jazbec dobil skok ob Svenšku, pa Marinič in Cajnko. Obrača se Cajnko, zdaj poskušajo s kombiniranjem v zadnji vrsti gostje. Kuserban, pa Zamuda. Dobro pritiska ponovno Predikaka, out pa bo za Podvince. Zamuda. Poda v sredino, odlična reakcija pa roka Kajzerja. Točnik je ukradel žogo, pa Jazbec. Dober deseči štart, žoga pa bo še vedno pripadala domačim Zavrčanom. Pridobili so zdaj domači nekaj prostora. Čakamo na izvedbo tega avta. Očitno ima nekaj težav z žogo. Zdaj se Reta vendarle vrača v igro. Predikaka. Predikako je bil zdaj storjen prekršek. Denis Kuserban je bil tisti, ki ga je storil. Sodnik Šorli se ni odločil za rumeni karton, bo pa to prosti strel v nevarnem območju zdaj za domači Zavrč. Izvajalec bo Blaž Jazbec. Blizu je tudi Tadej Stiplošek. Jazbec pred ložkom. Tibor Cajnko je žogo izpustil iz rok. Končala je potem na mreži, ampak že prej se je oglasil glavni sodnik Šorli in pokazal, da je šlo za prekršek nad gostujočim vratarjem. Cajnko in Marinič. Zajko. Dobro je pritiskal na njega Stiplošek, ampak dovolj dobro se je znašel Zajko, zdaj pa Predikaka s pritiskom na Mariniča in met iz avta za Podvince. Ja, danes se je tukaj v Zavrču, kjer je nekoliko hladno zbralo kar lepo število gledalcev, rekel bi tam okoli 50 do 100 na tem lepem objektu na tribuni, ki sprejme tudi 1200 gledalcev. Klub je bil sicer ustanovljen leta 1969, leta 2003 pa so začeli z posodabljanjem infrastrukture, dodali so tudi namakalni sistem in pripravili odlične pogoje za delovanje nogometnega kluba Zavrč. Kluba, ki je, kot vemo, nastopal tudi v prvi slovenski nogometni ligi. Za njega so pa igrala tudi znana svetovna imena, kot so Alberto Riera in pa Zlatan Muslimović. Sledile so jasno finančne težave in pa izpad v najnižji rang tekmovanja. Klub pa se zdaj počasi spet vzpenja po piramidi navzgor.
Dobro so domači zdaj odzeli žogo, tukaj je Potočnik. Potočnik je žogo takoj izgubil, Zajko ima veliko prostora. Zajko je lepo podal. Ampak ni bil dovolj hiter, tam Svenšek. Zamuda. Zamuda je bil pod pritiskom in žogo poslal v out, pripadel bo ta Zavrču. Poda naprej. Svenšek je žogo ukradel. Pa Zamuda, Zajko. Prodira Zajko, priigral pa je out za svojo ekipo. Ponovno Zajko. Zajko je lepo našel Rodriguesa. Ob Rodriguesu je bil Kajzer, ampak žoge mu ni uspel vzeti. Pa Žvikart. Žvikart preigrava ob Stiplovšku. Lepo je žogo spravil do Zajka. Zajko ima nekaj več prostora, odločil se je za strel. Žoga pa je končala na koncu kar konkretno preko vrat. Takih priložnosti domačini Zajku ne smejo puščati preveč. Je namreč odličen strelec, letos je zabil že 5 zadetkov. Žoga je pri Kokotu. Ponovno Kokot. Dolga podaja proti Predikaki, prestregel je žogo Denis Kuserban, ampak samo out bo za Zavrč. Štumberger je dobil skok, Predikaka teče, ampak prvi pri žogi bo zanesljivo vratar Cajnko. Cajnko na kratko do Laha, tam mu žogo vrača. Ponovno Lah. Kar visoko so postavljeni nogometaši Zavrča in tako poskušajo onemogočati izgradnjo napada gostom. Kuserban, prodiral je izkušeni Denis Kuserban in iztržil prekršek. Concesao Rodriguez. Pa Oman. Ponovno Kuserban, pa Rodriguez. Padel je Rodriguez ob Lazarju, potem ga je Dražen Lazar očitno tudi zadel in obležal je zdaj Concesao Rodriguez. Sodnik Šorli Lazarju ni pokazal rumenega kartona, zaleglo je tokrat ustno opozorilo. S Concesaom Rodriguezom bo očitno vse v redu. Prosti strel pa bo pripadal gostujoči ekipi iz Podvincev. Zajko. Na levi strani je povsem sam Zamuda. Zajko se je odločil za Rodriguesa. Ponovno Rodriguez. Pa predložek v kazenski prostor, kjer pa je bil dobro postavljen Milan Kokot. Pa prodor Lazarja, nad katerim pa je bil storjen prekršek. Dober prenos igre na desno stran, kjer je Stiplošek, odlično je Stiplošek žogo ustavil. Jazbec, pa ponovno Stiplošek. Žogo so mu gosti odzeli. Kuserban in Modrić. Pa Rodriguez. Marinić. Lah. Oman. Oman proti Rodriguesu, ki je spet na tleh. In ponovno prekršek nad Brazilcem, ki igra za Podvince. Trd boj spremljamo na sredini igrišča za vsako žogo. Zaenkrat malo priložnosti. In izenačena tekma
v Zavrču. Modrić. Kuserban dobro naprej proti Omanu, ob njem je bil Lazar. Potem pa prekršek gostujočega vezista Timoteja Modrića in prosti strel za domačine. Visoka poda naprej proti Predikaki, Predikaka pa je ob tem zračnem dvoboju storil prekršek nad Denisom Kuserbanjem. Matic Marinič. Lah, pa Zajko, ki je zdaj prišel v sredino. Zajko je lepo podal na desno stran. Tam je Oman, ki se je vključil visoko v napad. Pritiska zdaj na Kokota Rodriguez. Kokot se je odlično znašel, potem žogo poslal proti Predikaki, ta je potem naposled prišla do njega. Padel je Predikaka brez prekrška in out bo za ekipo Podvincev. Oman žogo pošilja proti Rodriguezu. Rodriguez se je odlično znašel, lepo žogo sprejel in potem atraktivno podal do Žvikarta. Žvikart s predložkom, tam je bil Zajko, ampak podaja bila nenatančna in končala je v posesti domačinov iz Zavrča, natančneje pri Stiplošku, pa zdaj Jazbec, Pofuk, pa Kokot, Stiplošek in pa Kajzer. Žogo je ponovno pri izkušenemu 40-letnemu Milanu Kokotu, ki poveljuje domači obrambi. Potočnik in Pofuk lepo kombinirata, še vedno Pofuk, nad njim pa je bil storjen prekršek in prosti strel za domačo ekipo. Matija Pofuk žogo vrača nazaj izkušenemu Kokotu. Kokot in Predikaka, odlično je dvoboj zdržal Predikaka. Kokot se je vključil v napad, padel je Kokot, zdaj se mora seveda čim prej vrniti na svojo primarno pozicijo. V protinapad grejo sicer gostje, tukaj je Zajko. Zajko pa je moral predolgo čakati na pomoč soigralcev in ta čas so se domači branilci že vrnili na svoje položaje. Lepo zdaj Zamuda, Zamuda je v kazenskem prostoru, ob njem je Potočnik. Dobro se je znašel Zamuda, Potočnik je padel, potem pa Zamuda ni uspel podati žoge v kazenski prostor ali kateremu od svojih soigralcev, ki so se vključili v ta napad in lepa priložnost za Podvince je splavala po vodi. Stiplošek in Jazbec. Pa Pofuk. Predikaka. Lepo Predikaka proti Lazarju. Lazar pa naposled le ni prišel do žoge in ponovno je leta v posesti vratarja Tibora Cajnka. Cajnko z dolgo podajo. Do žoge je spretno prišel Conceição Rodriguez. Rodriguez in Zajko lepo kombinira ta prekršek. Ponovno nad Rodriguezom, kar nekaj udarcev danes že prejel, tokrat je prejel udarec strani Matije Pofuka. Nekako dolgo bo to še dopuščal sodnik Šorli, preden se bo odločil za kak rumen karton. Zaenkrat bo ustno opozorilo še zaleglo. Zdaj očitno ne bo šlo za podajo pred gol. Kuserban išče opcijo, da odigra na kratko. Našel je Rodrigueza. Rodriguez se odločil za strelo daleč, ampak brez nevarnosti za vrata Zavrča.
Kuserban je ponovno dobil zračni dvoboj. Pa Modrić, žoga je končala pri Pofuku. Jazbec in Pofuk. Potočnik. Lepa podava globino proti Jazbecu, ta žoge ni uspel zaustaviti. Pa Zajko in Kuserban. To ga poda ponovno na desno stran. Koren je bil tam žogo poslal proti Predikaki, ampak še enkrat več dobra reakcija Branka Laha. Kuserban se lepo vrača, našel je Rodrigueza, atraktivno je Rodriguez žogo spravil mimo Korena, ki pa je nad njim storil prekršek. A vidimo, da je Brazilec odlično tehnično podkovan. Nemalo dela imajo z njim domači branilci in kar velikokrat so primorani krilnega nogometaša Podvincev ustavljati tudi s prekrški. Oman proti Modriću. Modrić ni prišel mimo Potočnika, ki je odlično odreagiral tam v sredini in samo out bo za Podvince. Oman in Žvikart je poskušal proti Rodriguezu, ni šlo. Dobro je reagiral Branko Lah, mirno žogo poslal do Kuserbanja. Pa Oman ima veliko prostora za predložek, to ni bil slab predložek, ampak izkušeni Kokot je odlično reagiral. Dobro pa se je zdaj znašel Rodriguez, do strela je prišel Zajko, ampak za malenkost zgrešil ena lepših priložnosti za Podvince v tem prvem polčasu. Jan Ziko, Zajko pa je nekoliko preveč nenatančno streljal. In ostajamo pri izidu 0-0. A po tisti priložnosti Predikake za Zavrč. Potem bolj ali manj priložnosti nizajo samo še gostje. Zdaj pa prekršek na sredini igrišča nad Denisom Potočnikom. Pofuk je prosti strel hitro izvedel. Koren. Rodriguez se je dobro znašel, ampak tokrat je bil on tisti, ki je napravil prekršek. Žoga pripada Zavrčanom. Pofuk in Potočnik. Potočnik pa Lazar. Lazar se je odlično znašel, še vedno Lazar še preigrava. Kot kaže, pa je igral z roko in sodnik je pokazal, da žoga pripada Podvinčanom. Zelo lep prodor je bil to Dražena Lazarja. Zajko se je dobro znašel ob Stiplošku. Podal odlično na levo stran proti Zamudi. Ob njem je Kajzer. Še vedno Zamuda. Kajzer je dobro reagiral in samo out bo za Podvince. Zajko in Žvikart se tam ponujata. Uspešnejši pa je bil ob njima Potočnik. Kuserban še z eno dobro reakcijo. Zamuda. Pa Kuserban. Prekršek pa mladega Gregorja Predikake nad Denisom Kuserbanom. Svenšek in Rodriguez. Pa Lah in Marinič. Žvikart se je vključil v tole akcijo, še vedno je pri žogi Žvikart. Z rokami si je pomagal Blaž Jazbec, storil prekršek, potem je Jazbeca zadev Zamuda, odpira pa se zdaj veliko prostora za Tomija Štumbergerja, dovolj hiter pa je bil Tibor Cajnko.
Koren pred Rodriguezom. Obležal je na sredini igrišča Predikaka, žoge sicer Zavrčani niso poslali iz igre. Stiplošek, Pofuk, ponovno Stiplošek, pa Kokot. Nekoliko slabši sprejem Lazarja. Lazar je potem žogo izgubil. Žvikart in Rodriguez. Razrečena je zdaj obramba Zavrča. Po levi strani se vključuje tudi Zajko. Rodriguez prodira, hiter je Rodriguez. Odličen drseči štart pa Roka Kajzerja in po njegovi zaslugi bo žoga celo pripadla domačemu vratarju Luki Mikiću. Nekoliko razrečena je bila zdaj domača obramba, ampak odlična reakcija Roka Kajzerja. Mikić žogo pošilja v sredino. Timotej Modrić je dobil skok, pa žoga iz avta pripadla domačinom. Štumberger, dobro ob njem Kuserban, pa zdaj Modrić. Dobro prodira Modrić. Premalo pomoči soigralcev je imel in žoga mu je ušla v avt. Še en avt v nizu za Zavrč na levi strani. Koren zdaj žogo pošilja v kazenski prostor. Tam se je boril Predikaka, padel je Štumberger in 11 metrovka za Zavrč. Nekoliko preveč si je gostujoči branilec tukaj pomagal z rokami. Tomi Štumberger je padel in najlepša možna priložnost zdaj za domačine, da pridejo do vodilnega zadetka. Še vedno je na tleh Tomi Štumberger. Videli pa bomo zdaj, kdo bo prevzel odgovornost in se z oči v oči pomeril s Tiborjem Cajnkom pri strelu iz bele točke. Ta žogo je v roke vzel Tomi Štumberger, ki se požvižga na tisto nepisano nogometno pravilo, da 11 metrovke ne sme izvajati tisti, nad katerim je bil prekršek storjen. Bo pa zdaj sodnik Šorli izključil, kot kaže, gostujočega trenerja. Aleš Čeh je izgubil živce zaradi te odločitve 11 metrovki in zdaj mora zapustiti klop in oditi na tribuno. Nezadovoljen je gostujoči strateg, ki zdaj jezen zapušča klop in se seli na tribuno. Tomi Štumberger pa čaka na znak sodnika Šorlija, da izvede to 11 metrovko. Štumberger proti Cajnku. Štumberger zelo zanesljivo v levi zgornji kot je sprožil Tomi Štumberger in zabil svoj 6. gol v tej sezoni. V 38. minuti torej Zavrč vodi z 1-0. Zelo zanesljiva izvedba 11 metrovke. Vratar Cajnko je sicer krenil v pravo smer, ampak praktično nemogoče je bilo ubraniti ta zelo kvaliteten strel Tomija Štumbergerja. Več od igre so imeli v tem prvem polčasu sicer
gostje iz Podvincev, ampak po neumno storjenje 11 metrov, ki zdaj z 1-0 vodi domači Zavrč. Marinič slabo podajo, ki jo je prestrebil Stiplošek. Potočnik prodira. Out pa bo za Podvince. Zamuda je našel Žvikarta, ki se je spet ponudil na svojo polovico. Zajko in Zamuda. Zamuda z napako. Jazbec je žogo prestregel, Marinič in Cajko sta zdaj nekoliko nepazljivo reagirala in bližal se je tam nevarno Tomi Štumberger, ampak naposled vendarle dovolj hitra reakcija Tiborja Cajnka. Napad za Zavrč. Jazbec. Ponovno Jazbec, poda v sredino, tam je bil Marinič, še vedno se bori Štumberger. Cajnko pa žogo izbija v out. Obrestoval se je zdaj visok pritisk Zavrčanom. A poskušali bodo v teh zadnjih minutah prvega polčasa morda še nadgraditi vodstvo, zdaj ko so v dobrem momentu po zadeti 11 metrovki. Ponovno so hitro žogo odzeli, po zaslugi Stiploška pa bo domačinom pripadal out. Še vedno pritiskajo Zavrčani po desni strani. Predikaka. Žoga pa bo iz avta pripadla zdaj Podvincem. Zelo visoko so še vedno postavljeni Zavrčani. Še enkrat je Stiplošek dobro reagiral. Zamuda pa je žogo mirno pospremil iz igrišča in gol out za Podvince. Lah. Oman. Nekoliko raztegnen. Naj bila zdaj postavitev Zavrča. Rodriguez in Modrič sta poskušala neuspešno. Lazar. Odlično mu je žogo odvzel Modrič. Kuserban in prekršek Matije Pofuka, ki pametno tukaj ni dovolil izvedbe proti napada Podvinčanom. Kuserban je lepo našel Zajka. Zajko zdaj povsem na sredini. Dober deserči štart Predikake. Pa prekršek nad Svenškom. Jazbec pa je prvi nogometaš na tej tekmi, ki si je prislužil rumen karton. Prvi rumeni karton pri domači ekipi je dobil igralec številka 16, Jazbec Blaž. Kuserban, ponuja se mu Žvikart, ki je zdaj prišel iz konice napada povsem na sredino. Marinič pa z dolgo podajo, ki pa je končala v naročju Luke Mikića. Poda proti Štumbergerju, žoga je šla preko Kuserban in pa Kajzer, ki razčiščuje daleč na levo stran. Tam se borita Predikaka in Lazar. Marinič pa Kuserban. Kuserban, žogo mu je zdaj odvzel Predikaka, padel in prosti strel bo za Zavrč.
še ena priložnost iz prekinitve. Zdaj za Zavrč, da morda zabijajo še drugi zadetek na današnji tekmi. Položaj je ugoden za dobrega izvajalca prostih strelov. K izvedbi je pristopil Marcel Koren. Štiri nogometaše v zid postavil vratar Cajnko. Koren pa je nastreljal živi zid. Zajko vleče proti napad za Podvince. Zamuda. Na drugi strani je Rok Svenšek. Svenšek je podal zamudi, ta pa zelo slabo zadev žogo in ta strel je končal daleč preko vrat. Obetaven protinapad je bil to Podvincev, ki pa se je končal bolj ali manj klavrno. Medtem smo že v zadnji minuti rednega dela tega prvega polčasa. Rodriguez, ob njem je Jazbec. Jazbec jasno zdaj ne sme storiti grobega prekrška, ker bi to lahko pomenil potencialni drugi rumeni in pa seveda rdeči karton. Sodnik Armando Šorli pa je brez podaljška zdaj označil konec tega prvega polčasa. Polčasa, v katerem so bolj ali manj napadali gostje s Podvincev, zabili pa iz 11 metrovke v 38 minuti preko Tomija Štumbergerja, domačini iz Zavrča. Po prvem polčasu torej Zavrč 1, Podvinci 0. Vidimo in slišimo pa se ponovno čez slabih 15 minut.